Lep pozdrav, drago moje Šmarje. In v pomladanskem času je še posebno potrebno poskrbeti za svoje razstrupljanje, da nekako podkrepimo, nekako olajšamo delo našemu razstrupljevalnemu generalu, to so jetra in žolčnik. Jaz vam bom v vsakem našem današnjem oziroma v nadaljnjem prispevku malo pokazala na drobna razstrupljanja, ki pa pomenijo izredno veliko in za naše zdravje, kako tudi za naše počutje. In prva taka stvar, ki vam bi jo zelo priporočala je, da vsak večer, predno se greste stuširati, dobro prefrutirate ali preščetkate svojo kožo. Koža je naš največji organ in nekako, ko s tem povečamo prekrvavitev v koži, pospešimo tudi sam limfni obtok in s tem povečamo tudi samo razstrupljanje našega organizma. Tako da res, dajte vzeti, lahko vzamete eno bolj grobo frutirko, dobijo se tudi kakšne krtačke, karkoli. In lepo usmerjate pritisk oziroma to ščetkanje usmerjate proti srcu. Od gležnjev navzgor proti dimljam, potem lepo roke zopet proti srcu, trebuh, dekolte, tudi obraz in čisto na koncu zaključite še z hrbtom. Tako da boste videli izredno prijetno in potem greste pod tuš. Mogoče se lahko tudi pod tušem izvajate, če vam paše, mogoče tudi kako knajpanje, tako da se potem na konci tudi lepo pretuširate z malo bolj hladno vodo. Mi pa bi danes nadaljevali še z masažo lasišča. Gre v bistvu zelo tako luštno zadevo, kjer si lahko, ko imamo polno glavo ali če nam pade koncentracija, lahko pomaga tudi ena taka samomasaža našega lasišča. Mogoče, če še malo navežem na naš meridianski sistem, veste, da do zdaj smo omenili dva meridiana, ki nekako potekata čez lasišče, tako da s tem, ko to izvajamo masažo, tudi nekako vplivamo na pretok energije v naši glavi. Ja, če se mogoče malo spomnite, sam meridian sečnega mehurja poteka od tukaj in gre iz čela navzgor, objame celotno lobanjo. Meridian žolčnika od senc zakroži nad ušesom, gre do tega zatilnega dela, pa zopet nazaj, kar tak en cikcak naredi, do čela, pa zopet nazaj. Potem imamo še en centralni meridian, ki poteka od zgornje ustnice čez sredino nosa, čez sredino čela in zopet potem objame celotno lobanjo. Tako da bomo kar ogreli roke in bomo naredili ene take grabljice za rokami in bomo šli kar iz čela navzgor, čisto do okcipitalnega dela. Malo lahko zagrabite lasišče in malo potegnete, tako da se dobesedno lasišče malo dvigne od lobanje. Pa zopet ste tukaj in kar do okcipitalnega, do zatilnega dela in dvignemo. Še zadnjič, fajn tukaj in dvignemo in tukaj. Potem gremo še od senc, fajn tukaj in dvignemo, kar malo potegnemo, pa še to. Nič ne boli, kar lepo z občutkom. In tu in dvignemo. Potem naredimo sračje roke, damo na ta kronski del glave, lahko kar fajn objamemo in kar malo zakrožimo z lasiščem. Zakrožim eno smer in zakrožim drugo smer. Naslednja pomembna regija, ki bi se jo danes še dotaknili, je ta okcipitalni oziroma zatilnični del. Te strukture, ki prehajajo med vratnim delom in se pripenjajo na zatilni del glave, so pri naših vsakodnevnih opravilih pod veliko napetostjo. Sploh, če se pojavi kakšen ta zatilni glavobol, je lahko tudi od napetosti v vseh teh strukturah in s tako eno masažo lahko tudi malo sprostimo in tudi glavobol in sprostimo te strukture. Šli bomo fajn, čisto boste med glavo in med vratnim delom hrbtenice, boste fajn palčke dali v to jamico med glavo in hrbtenico in boste lepo usmerjali pritisk navzven proti ušesom. Kar fajn, lahko tudi izvajate majhne kroglice, kar greste v en takle del in kar malo ta del fajn pomasirate. Fajn, če se mogoče prijete kje na kako bolečo točko, se malo še tu ustavite, da vidite, kako paše. Lepo, kar sprostite celoten tale predel.
Kaj še ena pomembna regija, ki jo bi danes želela omeniti, je tule, čisto če greste po vratni hrbtenici in ko prijete na ta prehod med glavo in vratno hrbtenico, padete v eno tako jamico, to je področje medule oblongate ali podaljšane hrbtenjače. Ja, in kar lepo prstke date v to jamico in bomo še to malo pomasirali ta del. Pomasiramo ena smer, pomasiramo druga smer. Zdaj bomo še malo združili zagibi glave in pa z dihanjem. Bomo šli kar fajn izdih, z brado proti prsnici in fajn pomasiram ta del. Ena smer, 3 kroge, druga smer, 3 kroge. Pa fajn gremo nazaj, rahel zaklon, ena smer in pomasiram druga smer. Pa spet, fajn naprej, pomasiram, ena smer, druga smer. Pa nazaj, rahel zaklon in pomasiram ena smer in pomasiram druga smer. Še zadnjič in dol, pomasiram ena smer, pomasiram druga smer in še tukaj vdih in pomasiram ena smer in pomasiram druga smer. Ja? Tem lahko tudi že, če tudi se spomnite, tudi če lase, že včasih, če lase fajn prečesate, ja, lahko tudi nekako izboljšate svojo koncentracijo. Tako da lahko še bolj malo pogledite lase. Se spomnite, lase so tudi take drobne antenice, ki lahko lovijo so to negativno energijo iz okolice. Ja? In kar fajn. Ok. In to bi bilo za danes vse. Lepo se imejte in se vidimo drugi teden. Vse dobro.